Zdaj že imam malo bolj takle strah, že malo sem bolj počasna, že tak, ni več to, no. Včasih si zapeljal, pa si ga že imel postavljenega, zdaj moraš pa le majčken bolj poravnati, da prideš čist na tisto pravo mesto, a ne. K sreči nam lahko vplive teh omejitev pomagajo omiliti elektronske asistence. Pa seveda ne samo pri parkiranju s tistimi kamerami, še bolj nam pridejo prav med vožnjo, kjer nam lahko služijo kot dodaten par oči ali pa kot bolj natančne noge in roke. Asistence pridejo prav voznicam in voznikom vseh starosti, starejšim pa še toliko bolj. In prav slednjim je asistence približala Zavarovalnica Triglav, letošnjo serijo osvežitvenih voženj z AMZS-jevimi inštruktorji so namreč dopolnili prav z delavnico asistenčnih sistemov. Projekt spremljamo že praktično vsa leta in seveda smo šli klepetati tudi na Vransko. Najprej se pogovorimo o nadzoru hitrosti, ročnemu oziroma nožno-manualnemu nadzoru hitrosti. V avtu imam en tak mali znakec, ki ga videvam, koliko vozim na uro, ne? Ki mi tudi utripa, če prehiter, no. Tako nekako zadržim omejitev. Na osvežitvenih vožnjah je bilo pogosto zelo očitno, da starejšim, tudi mlajšim, hitrost prevečkrat niha. Recimo tam nekje od 45 pa do recimo 55 km/h. Ampak za ta sindrom obstaja enostavna rešitev. Včasih reče, pazi, tle pa 30. Se veste, ker od 30 do 40 je hiter, ne? Pa sej, imate tempomat, ne? Ja, res je. Pa ga ne uporabljate? Včasih. Enostavno se mi zdi tako mogoče, pa nekomotno. Se bolj komod? Ja, se je, ja. Se je dejansko je res, ja. Prijete v cono 30, vklopite tempomat, pa sem gledate še okrog, ne? Ja, to je res. Klasičnega sem navajen že s kamionov, takega, ko me je patali, zdaj pa nov sistem, pa še nisem. Zdaj samo speljete, zdaj pa samo play, pritisnete to in ne rabite več nič. Zdaj pa ni nog na nikjer, dava dol, prav dol dava nogo, čist dole dava, zdrav, tako. Iz plina tudi, iz gasa, to tudi, ne rabite nič več. Samo gre. Vse sam vozi. Pa ti ni treba na brenzo, ko avto praktički sam, pa ti ustavi se. Ne, mene je strah. Ja, ampak... Vse nadzira, varnostno razdaljo, zavira, ustavlja se vse. To je pa super. Je. Če bo on zabremzal, se bo avto ustavil. Če bo on pospešal, bo avto pospešal, a ne? A res? Zdaj nič zavore, nič gasa, se pravi, avto se bo sam prilagajal vozilu pred vami, a ne? Mislim, to mi je super, tako sem se počutila močna, no. Svetujemo, da aktivni tempomat vzamete skupaj z avtomatskim menjalnikom. Drage moje prijateljice, zelo vam priporočam, da gremo vse, ki bomo menjali avtomatski menjalnik, ker nam je prihranjeno delo, pač ni treba klasično menjati. To ni potuha, lahko se posvetiš bolj okolici in vožnji, okoli sebe, da ne imaš več časa, da opazuješ vožnjo. Vi samo nogo zavore umakneva proti plinu, vozilo ne bo šlo nazaj, sam samodejno drži in ko se dotaknemo plina, se lepo zadeva spele. Tako, to je tista prednost, ki je pri avtomatskih menjalnikih dodana vrednost vozilu, ne? Preizkusimo zdaj dodaten par oči. Ko namreč kamera na vrhu vetrobranskega stekla ugotovi, da voznik ni videl oziroma ni dojel, kako kritična situacija se dogaja pred avtom, no takrat v hipu pošlje signal zavoram in skupaj preprečijo nalet. Jaz sem si obetal predvsem, da bom jaz lahko probal avtomatsko ustavljanje, ker tega pa ne upam probati. Ostalo je vse. Orek zabija, ne? Nadaljujemo s pogledom na stran. Poglejte si v levem ogledalu, bo zagorela lučka. Če boste takrat stisnili smer roka za levo, bo začela lučka utripati in zapiskala bo, kar je še dodatno opozorilo, da ne bi spregledali vozila v mrtvem kotu. Zdaj nas bo prehiteval, tam se vam bo prižgala leva lučka. Lahko greš, Darka. Evo, vidite? Na osvežitvenih vožnjah za starejše se je redno pokazalo tudi, da imajo starejši pogosto težavo voziti mirno naravnost. Pogosto gre malce levo, pa malce desno, no moderni avtomobili nas že znajo držati točno na sredini voznega pasu. Naslednja izjava seveda ni vzorna, ampak gospod Janez
je že rekel, da se bo poboljšal. Kaj je piska, ko greste levo, desno? Imamo izključeno. Zakaj pa? Zato, ker pozabiš žmigot dati, te postavlja nazaj. Začne volant cukati. Zakaj pa pozabite žmigoc? Ja. A bi lahko električnega? Evo, potem boste pa z mano šli, kar v električnega, kar izvolite. Bom rekel, da mi je zelo težko izbrati avto, bi pa imel sodoben avto, ne pa avion. Določeni avtomobili imajo prevelike zaslone, tudi to je moteče. Zaradi astigmatizma nisi vsak trenutek pripravljen, zdaj gledaš naravnost, na cesto, gledaš vdaleč, pa potem na pol metra takoj nekaj vidiš. Te zaslepi, je nekaj, kaj vem, nerazumljivega in brez veze ukrepaš in delaš težavo sebi in okolici. Strinjamo se, marsikateri moderen avtomobil je preveč avionski, preveč zakompliciran za rabo. Vsi ti asistenčni sistemi so v pomoč, naj ne bi bili breme vozniku. Žal, to ni možno vedno zagotoviti, dogajajo se napake in včasih so lahko elektronske asistence celo kontraproduktivne. Sej zato pa so zgolj asistence in ne pa avtonomna vožnja. Moramo jih uporabljati zbrani, osredotočeni na vožnjo. In pomembno se jih je tudi dodobra naučiti uporabljati, vsaj zato, da bomo vedeli, dokot zmorejo in česa ne obvladajo. Treba je torej vložiti nekaj našega vozniškega časa, da tako osvojimo nova vozniška znanja. Sam sebi bi še dal izpit. Ja. Samo je pa res takole, treba voziti, pa vzdrževati to. Smeš zaspati. Če vozimo redno, potem te vozniške spretnosti nekako ostanejo na višjem nivoju. Ne morete pričakovati, če recimo naredite 2-3 tisoč kilometrov na leto, da boste vozili tako dobro, kot takrat, ko ste jih naredili 15 ali pa 20. Ni to toliko stvar sam let, je tudi kaj drugega zraven. Aha, hočeš reči, eni so se vozniško postarali že bistveno prej. Ne samo vozniško. Kako skrbite za to vašo aktivno kondicijo, da ste tudi vozniško? Lejte, skrbim tudi to, da sem fizično aktivna. Vsak dan vozim, hodim veliko, hodim plesati, se vozim s kolesom. Primeren odnos do zdravja, do življenja, do prehrane, do fizične in vedno fizične aktivnosti. Težko je seveda ostati mlad, ampak lahko pa ostanemo mladostni. In pika na i današnje zgodbe je torej, da je preprosto treba vložiti nekaj volje, treba je vlagati v ohranjanje kondicije, vozniške in nevozniške. Za vaš naslednji klik pa tokrat priporočamo, da nadaljujete z videom, ki govori o nadaljevanju mobilnosti, tudi takrat, ko telo že reče, da je bilo dovolj. Spoznajte prostoferke. No, če še niste, vas zdaj povabim, da se naročite na naš kanal, saj boste tako prvi, ki boste obveščeni, da smo objavili nov video.